Lep dober večer še v mojem imenu. Najprej povem, da se bomo s Timotejem tikala, ker sva oba z Dola, ker se že dolgo poznava in ker bi mi bilo nerodno, če bi se srečala po tej prireditvi, pa bi mi zameril, da ga vikam in mi ne bi dal za špricer. Ne zamerite tudi, če ga bom poklical Timi, ker tako ga kličemo na Dolu. Najprej vprašanje, ki je najbolj logično, seveda. Vsi tule v dvorani smo navajeni, da policisti ponovadi jemljajo, dajo kakšne položnice ali pa kaj podobnega, ampak glavno so pa tisti, ki jemljajo. Ti si policist, zakaj ti v življenju veliko več daješ, kot pa jemlješ? Ja, ne vem, življenje te nekako pripelje do tega, da razmišljaš v večjih okvirih. No, saj mene je tako, tudi kot vrstan policije sem se pridružil z namenom, da nekako pomagam tudi ljudem na drugačen način. Prostovoljstvo je pa tisto, ko gre iz mehkih nog, tako da nekako sem tako odrastel, ne znam povedati. Kaj človek počne, da dobi priznanje, kot je najprostovoljec leta v Sloveniji? Ja, to je pa vsakodnevno delo na področju pomoči ljudem, tako kot je bilo že v sami predstavitvi povedano. Jaz bi rekel, vsakodnevno se nekje najdem v neki organizaciji, da pomagam, da se vključujem v delo, da delamo za dobrobit tako posameznikov, kakor tudi družbene skupnosti. Slišali smo 880 ur prostovoljnega dela v enem letu, to je bilo za leto 2023, imaš podatke tudi za 2024? Nisem tudi pogledal, bi rekel, pri gasilcih imamo dejansko, vodimo to evidenco, tam je točno napisano, kar se tiče pa vseh ostalih organizacij, je pa tako, pa ni to zabeleženo, moraš pa pol malo res pobrskati po spominu, po kakih zapiskih, kdaj, kje, kaj se je dogajalo, tako da verjetno pa nekje v isti meri. Ampak, da se razumemo, to je 2 uri pa pol na dan, vse dni v letu. Lepo, veliko. Ali se gasilec rodiš, postaneš ali te prepričajo? Vsakdo ima nekje svoje razloge. Nekdo se gasilstvu pridruči iz same tradicije, če so tvoji predniki že bili gasilci, drugi sledijo nekemu vzgledu po svojih prijateljih, nekateri sledijo vzgledu, kaj gasilstvo pomeni, tako da se rodiš in postaneš, čisto odvisno nekje, iz kje črpaš to svojo idejo. Kaj je najbolj naporno delo? Gašenje je verjetno tako in tako naporno, ampak kaj pa nošenje koledarjev za novo leto? No, tukaj pa mene ni zraven, sem se pa nekako od tega dela distanciral, ker se veste, vedno pridejo kakšni zlobni jeziki, pa bi tisto, smo prej na začetku govorili, ja, policist pa koledarji, pa usluge, pa gor pa dol, tako da tam sem se pa raje izključil, da ne bi slučajno kdaj kaj prišel tazga. Si kdaj igral Miklavža? Kako? Miklavža si kdaj igral? Ne, nisem ga igral, sem pa bil tam zraven njega, ja, sigurno. Kaj pa župnika? To pa. To vem, ker midva sva tudi kompanjona v društvu copaterjev na Dolu. Kako pa to, da si postal copater, to te je žena prisilila? Ne, ženo sem mogel prositi, če se lahko pridružim, da mi mogla podpisati pristopno izjavo. To ni tako čisto enostavno do copaterjev priditi, se tudi sam veš. Ja, tukaj je pa iz tradicije, pa nekako copaterji so v preteklosti organizirali karneval na Dolu, sam sem se zelo rad udeleževal maškarade in pa, ko je to nekako potihnilo, to smo se tudi mi še takrat kot mulci skupaj spravili in 2 leti probali organizirati nek karneval mini tam na Dolu. 2 leti nam je šlo, no pa nikako ni bilo pri drugih tudi volje, tako da smo malo nehali. Dejansko sem se pa aktivno pridružil tudi copaterjem. Od začetka sicer deluješ
pač obiskuješ te prireditve, katere so v zadnjih letih pa tudi bolj na organizacijskem področju, pa tako, kot je Marko rekel, no, sem tudi zdaj prevzel. Kaj odlikuje dobrega copatarja? Poslušnost, predvsem to, no. Hvala lepa. Iskrene čestitke, ti mi kar